lepo pozdravljeni danes v tem dogodku Keramika v vrtu, v Ravidijskem parku. Lepo se zahvaljujem vsem članicam keramičnega društva, se pravi Podhudnja keramika novinčarjev, ki so se odzvali v povabilu, tako da danes imamo en del je ta stala postavitev mojih kipov in zraven so pa enodnevna postavitev keramičnih del v različnih tehnikah, bodo potem spet pogledali, kaj so uporabile, kakšno tehniko in sporočilo. Je pač dogodek v temu del pobude Rendezvous Jourdain, se pravi srečanja v vrtovih. To je pač pobuda francoskega ministrstva za kulturo. Torej, začela bom pravzaprav z tem kipom, ki je posvečen pravzaprav Alenki Kampič, moji mami, in pa kuratorki Beneškega bienala Faux, ki sta obe preminuli lanskega leta v maju, pač v teh 14 dni, tako da je to pač posvečeno njima. Ker če pogledamo linijo, ki je šla od starega deda arhitekta Ladislava Kama, ki je naredil, ki je deloval pri Nebotičniku, potem preko Alenke Kampič, potem tudi moji kipi nekako sledijo liniji, spravi linija, kot da bi bila risba, ampak je v bistvu linija, ki te konture zapisuje. Ta linija se naprej nadaljuje tudi v risbah mojih hčerke Margarite Stel, v digitalnih kolažih Adriana Stela in v risbah Arona. Svojo postavitev povedala, se pravi, te večje skulpture, to so vse iz terakote, pravzaprav iz teh tvorcev iz goriških pekarni narejene. To je serija stražarjev in te stražarje so pač toliko od hiše. Ta je posvečena Pazolinju in Kransu, leta 16, ko je potem ta pevec Krans umrl. Tu je dvojni obraz, ki je črno pobarvan. Vse zadaj je neka kratka, to je kamenina na 1200 žgano, se pravi kamotna glina. In tam dol je povozni moč. Ta mala skulptura tukaj, ki je pa pač pipa in pa mala figurica, je pa naslov Menih s pištolo in je posvečeno mojemu očetu Lovrencu Tičmanu, Martinu Tičmanu. To je asemblaž, imamo spodaj list žage, glina, steklo, železo in cement in kamen kraški. Tu začne serija teh lesenih skulptur, ki so pravzaprav nekako zadnjih 3 let, od leta 24 so bile narejene, ali pa že 25. Torej, to je hrastov les, izdelano z to verižno žago in pa z drugimi orodji za obdelavo lesa. Potem je pač premazano z raznimi šlaki in tudi z bitunom. Naslov dela je pa maček in ptič, ki imamo luks in zdaj je ptiček, ki je tako pač nekako se skriva se skriva. Ta skulptura je izvor sveta, Origine du Monde, pač bo malo alizira na to znano Bejevo sliko Origine du Monde, se pravi pač ženska kot živali. To naprej nadaljuje na pišo. Je tudi taka organska, recimo erotična bolj forma. Naslov je bil kot transseksualni objekt, se pravi, ni ne ženska, ne moški, nekaj vmes,
te organske oblike erotične, recimo. Skulptura, torej v bistvu ta je pravzaprav zadnja iz te serije, oziroma ena še v tem modelu, ki še ni narejena. To je pravzaprav čist prva poliesarska skulptura in naslovna Nevesta, čeprav takšen je naslov. Zraven na tleh sta pa te dve figurici krog, ki spominja lahko tudi na te okamenele, ožgana trupla iz trete oziroma iz požarov. Ampak to je bilo narejeno za to predstavo Edvarda Millerja, Eksplozija spomina. In je serija še 10 tipov, tudi tako vsi so pač na teh ljubezenskem krču nekako. Naprej imamo pa še 2 sarkofaga, oziroma 3 sarkofage, se pravi, eden je pri vhodu v gozd, ena je tukaj in tam noter sta pa skrita 2, ki sta pa tudi v Grand Palais v Parizu razstavljena, se pravi, par, ki pač ljubeče se par, ampak ženska pač odvrača obraz stran od svojega ljubimca. Te svečenice imajo pa gladko površino in v bistvu so pač ženske meditirajoče, jaz sem svoje čase pa tudi celo se s tem ukvarjala. In gre res za to povezavo pač zemlje in neba in pač to zazrtost v vase in v to energijo, ki nas oživlja in pač napolnjuje. Tako da to je ta krog, ženski krog. Zdaj bomo pa samo še noter v gozd in tam je pač ta skulptura Mongéon Endormi, se pravi moj speči velikan, ki je pravzaprav stara stoletna duha in bližnja. Današnje podobe so ovite v red pomen. Ko v daljino se krijejo, se namnoži tisti za nebeško milost in nas blesket v očeh, se namnoži svetloba. In spet nam glas milih noč solzica, nam čutna spoznanja odstira. O ta svetost dušnega speva. To razkošje Adama in Eve čez pomladanske travnike prav potiho nam veje. Če v spanju o neskončni ljubezni popeva, o neskončni ljubezni popeva glas dušnega speva. In nekje v kotu našemu, kobariškem, tam binkla, kar sama v kotu sameva. In beline moke vanjo se ne siplje, ker kamen blinski davno več ne melje posoda v skledniku se izsuševa. Nič več nam hiša mladost ne rojeva, zid črnih fresk, pomnilo nostalgije, čemu se pod pepelom davno krije in ni iz ognjišča radostnega speva. Mar pod peco na čudež truma čaka, da si to lačno od robov zaželi, ali klasa ni za samega junaka. So kje oživljene še čudež ne zeli, ko črna ura nam usodo nam vsem tiktaka, tesne ostajajo vrzeli. Avtorica teh skulptur je hčera, kot je že povedala Nora, Teja Hlača. Ona je keramičarka, lončarka, etnologinja, kulturna antropologinja in vse to vpliva na njen dotik gline. Naslov tega dela so pogovori. To sta 2 bitjeca, ki se pogovarjata in mislim, da se tukaj izjemno dobro počuta v tej lepi travi in nas tudi na nek način nagovarjata, kaj je pomembno v življenju, da se pogovarjamo.
tem, da Teja išče in raziskuje prostor na različne načine. Tukaj je delala pač ročni tehniki s ploščami v beli glini, šamotirani in je visoko žgano. Drugače pa veliko dela ta trenutek na vretenju in tudi raziskuje te okrogle oblike, ki jih sestavlja v skulpture in pripovedi. Zdaj, ona bi o sebi še kaj povedala, ampak jaz mislim, da, tako kot sem rekla, da pogovori so lahko tudi molčene. Ime je Tatjana Hlačar, Globova, in sem iz šamotirane gline naredila pripovedovalko zgodb. Pripovedovalka stoji nekje v naravi in čaka, da veter prinese zgodbe. Izdelala sem jo iz valjanih plošč, navdih za to pripovedovalko pa je prišel, ker živim na koreninah moje mame, na nekdanji kmetiji v Kamniku na Perovem, in se mi je zdelo, da, ker sem malo pravljična, se mi je zdelo fino, da bi to bitje ujelo zgodbe, tudi zgodbe preteklosti, ki so tam se nekoč dogajale, tudi zgodbe sedanjosti in mogoče celo zgodbe prihodnosti. Imam idejo, da zdaj je samo ena, da jih bom nadgrajevala, da jih bo več, da bo še več teh peruti ali jader za zapise in da bo mogoče nastal neke vrste totem, kot so starodavna ljudstva imela toteme, ki bo priča zgodb, ki so se dogajale in ki se dogajajo. Sem Nevenka Angelski, članica Društva keramikov in lončarjev Slovenije. Predstavljam svoje delo Terra, kjer sem dobila idejo. Po potovanju v Avstraliji, po Avstraliji me je tako fasciniralo okolje, narava, zemlja, mogoče umetnost aboriginov in sploh koncept življenja aboriginov, ki pravijo, na začetku je bila zemlja. In to zemljo sem jaz nekako želela predstaviti po svoje. In skozi milijone let so se plasti zemlje nabirale, nalagale in verjetno se sploh ne zavedamo, kakšno zgodovino imamo, kakšno bogastvo imamo. In ta zemlja v Avstraliji je nekaj posebnega. Vsi ti skladi, vsaka plast ima svojo zgodovino, ima svojo zgodbo. In ko sem upodabljala en košček, en kanček te zemlje, sem razmišljala o tem, da se ne zavedamo vsega tega skrivnostnega nastanka zemlje. To je bila moja inspiracija. Sem Helena Angelski. Tole je moja skulptura Brazgotine nekega časa iz leta 2021 oziroma del serije, ki je nastajala tudi v letu 2022. Sestavljena iz takih bolj okroglih, abstraktnih form, ampak v njih raziskujem materialnost in pa površino. V njej v bistvu želim prikazati sledove, ki jih pusti čas, pusti jih tako na materialu, kot jih tudi pusti na nas samih. Tako da je v bistvu ta skulptura prispodoba tudi vsega, kar se nam dogaja. Vsi dogodki,
mogoče neke čustvene stiske ali pa čustveno vznemirjanje, vse nam pusti neke brazgotine, neke zareze. Tukaj v tej skulpturi so vidne, v nas samih so pa pogosto skrite. Tudi sicer v svojih skulpturah raziskujem materialnost, različne teksture, velikokrat uporabljam tudi že rabljene materiale, ki že imajo neko patino časa, ali so to zarjaveli kovinski elementi, včasih tudi naplavljen les ali pa recimo nek napolstrohnjen les, ki ga preoblikujem, kombiniran s keramiko. Tako da pravzaprav vse moje skulpture vključujejo nepravilnosti, v katerih raziskujem drugačno estetiko, estetiko rabljenega, nepravilnega, odpadnega, zavržnega celo. Zato, ker se vedno trudimo v življenju vse narediti prav, vse želimo imeti pravilno, najboljše, brezhibno, ampak vedno znova, kadar k temu težimo, nas ali življenje preseneti, ali narava, ali neki dogodki pa nas nekako vržejo iz tira in te spremembe, te neke, motnje, če jih znamo vkomponirati v svoje življenje, ga pravzaprav obogatimo, potem je res to življenje tako, kot je. Če ne, je pa ves čas v bistvu življenje z neko masko, te brezhibnosti ali pa nečesa preveč lepega, če lahko temu tako rečem. Sem Ksenija Makarovič iz Ljubljane, sicer arhitektka, ukvarjam se tudi s keramiko. Izdelek se pa imenuje drevo. In sicer izdelek je visoko temperaturno žgana kamenina, engobirana in glazirana. Najprej sem naredila formo, potem sem počakala, da se delno posuši, nato sem nanašala strukture, ki sem jih barvala še v nesuhem stanju, potem sem dodajala, šlo v peč, potem je pa še ponovno bilo glazirano. Malo se nanaša na okolje, nekako preveč dreves, zlasti v Ljubljani, preveč dreves po nepotrebnem pada. Tukaj so razni interesi, lobiji okrog in vse premalo hranjamo zeleno strukturo. Vse preveč z lahkoto se drevo požaga, uniči, pa ne vem, kaj moti, če kakšen listek pade, grabljenje moti, vse je odveč, ampak v teh temperaturnih spremembah, ki so tako visoke temperature, je blagodejna senca zelo koristna in pomembna. Moje ime je Daniš Bontar, ukvarjam se z oblikovanjem keramike, po poklicu sem pa arhitektka, med drugim tudi poučujem keramiko. Tukaj pri Nori, da sem Pičman, pa sodelujem z izdelkom, ki se imenuje Konkrecije. Ta izdelek se zgleduje po naravnih strukturah, ki so najdene pač v naravi. Oblikovala sem ga tako, da sem s valki oblikovala te forme okrogle, elipsne oblike in potem sem jih pa združevala. Površino sem pa premazovala z različnimi glinami, tako da sem dobila eno tak premaz, da deluje naravno kot kamen mogoče. Oblikovalci keramike se često zgledujemo po oblikah iz narave, ampak tokrat bi pa obrnila značaj. K meni je pristopil en moški, ki je rekel, a ste bili vi na otoku Brusnik v Jadranskem morju? In sem rekla, ne, tam pa še nisem bila. To je majhen otok vulkanskega izvora in ta gospod je rekel, a veste, da so tam vsi kamni take oblike. Se pravi, da sem oblikovala nekaj, kar sploh še nisem videla, ampak pač to je ta izdelek Konkrecije, ki je pač moje delo. Torej, tokrat se predstavljam z izdelkom, ki nekako spominja na nekak naraven predmet, drugače pa več oblikujem tako, pač dobim idejo, pač dekot in bolj nekako likovni značaj, da imajo izdelki, ne da se zgledujejo po naravi, likovna forma. Prisotnost keramike v tem vrtu, Norinem, čudovitem Nora-Vision vrtu, bi lahko rekla izjemna. To je itak zelo znano o povodnem možu, ampak zakaj? Prvič zaradi te povezave z vodami in drugič
zanimiv zato, ker je pravzaprav Ribja brv, ta diplomska naloga Alenke Kamp-Kučman, ki jo je delala pri Plečniku. In ta projekt, ki pač je potem bil že nekako na mestni občini Ljubljana, da se ga bo izvedel, pa se ga ni, leta 1996. Ampak skratka na robovih tega mostu naj bi bile skulpture vodnega moža in Urške in pa godcev. Tako da vodni mož. Od nekdaj je le pesem Ljubljanke Slovene, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene oči bilo bolj zaželene ob času necvetja dekleta in žene. Po najbolji svesti, da nič svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Mnogotere device, mnogotere ženice okoli na skrivnem solzeti je livalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo, a ljubih bilo je ni vedno premalo, kar slišala moških okrog po Sloveniji, skušala je vedno razpeti. Je znala odljubiti, je znala odreči. In biti priljudna in biti prevzetna, mladenčev nema, od staršem poreči. Modrin zvijač je bila vseh umetna, moža, ki je dolgo vodila za nos, ga stahne nazadnje, bil je kos. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in bruse in cimba lepene. Plesale lepote z Ljubljane so cele v nedeljo popotan z mladenči veseli. Bila je kraljica Urška slika, plesati in prosti je bolje. In duha je prosti, a vsak mu odreče. Prešerna se brani in ples odlašuje, si vedno izgovore novo zmišljuje. Že sonce zaha, se mrak približuje, že 7 odbila je ura in čez, pogleda ravna, se je Urška. Ker se ozira, plesalca se zbira. Zagleda pri mizi rumeni junak. Enaka pod soncem mu ni korenjaka, želi se plesati z njim deklica vsaka. Omreži, če ga Urška lepa želi. Zaljubljeno v njej začač. Videc, mladenico Urški približa. Ali hodla bi z mano plesati. Ker Donava bistri pridruži se Savi, od tvoje lepote zaslišal sem davi, že Urši kazala, pred tabo sem zdaj, že Urši kazala, pripravljen je. To reče in se gleda. Sladko se nasmejam, Urši kazala. Nobene stopince še nisem plesala, da čakala tebe sem resno, ni šala. Zato je le hitro mi roke. Lej, sonce zahaja. Je njuje žaral, podal jim mladeničko lepe roke. In nudna ta dva sta pod pot izletela, ko da bi lahke perutnice imela. Bila bi bez trupka okrog se vrtela, ne vidi se kdaj, da pod noga udara. Plesala sta, pod njima osmo. To videt, drugi se vse ostane. Od čudeža godcem roke so zastali. Ker niso trobenke glasova več dale, mladenča noge so trdo zaceptale. Ne maram za vpije, za gosli, za vas, ter in drugih potrešam za vojne glas. Se brž pridobim se črnina. Zasliši na nebu zastrašno klima. Zasliši vetrov so sovražno vršeni, zasliši potokov doreči šumeni. Pečoči in po koncu so stali vsi. Zdaj tebe. Ne boj se ti duša, le hitro mi steče. Ne boj se ji reče, ne boj se grmenja, ne boj se potokov ti mojih šumenja, ne boj se vetrovni prijazni vršenja, le urno, vrni. Le urno, kako znaš. Majhno prostora, ljubi src, da jaz se vdahnem, da nove počijo. In ni blizu do bele Turčije, kjer Donava Sava se bistra izlije, valovi šumeči do Urška žele, le urno, To reče, in trese se zasuka. In dalje pole spustila. Na bregu Ljubljanice se 3-krat zavija, plesajo valove goreče. Vrtinic so videti navi več.
širiti